In če se oseba ne opredeli, denimo jaz se do tega vprašanja še nikoli nisem opredelila, kaj se potem zgodi, vkolikor v eni od teh bolnišnic človek umre možganske smrti, smo rekli? Ja, vkolikor se zgodi, da bi skupina strokovnjakov, ki vas takrat zdravi, vedno morajo v takem primeru, če pride do možganske smrti, kontaktirati bolnišničnega koordinatorja za transplantacije. Če bi ta ugotovil, da ste primeren kandidat za darovalko organov, bi kontaktirali vaše svojce. V vsakem primeru, tudi če ste vpisani v register, je v skladu z zakonodajo potrebno opraviti še pogovor s svojci in tudi od njih dobiti soglasje. Zdaj, če ste opredeljeni za, je to bolj informativne narave, če pa niste opredeljeni, kar je nažalost, mislim, da je skoraj 98% ali še več teh situacij, je pa to informacijo potrebno iskati potem pri svojcih, kar je izjemno naporno, ker na njih prelagate tisto odločitev, ki bo lahko sklenili že za časa življenja, in to v situaciji, ko so soočeni z minljivostjo, ko zvejo, da ste umrli, ko je to neko sporočanje nepovratne informacije, izjemen stres za vaše najbližje in poleg tega še to dodatno breme, tako da so te pogovori nekaj najtežjega, kar koordinatorji upravljamo. To upravljate koordinatorji, ali so to kakšni posebni specializirani poklici, psihologi, denimo? Ne, to so enostavno zdravniki, ki so se odločili, da bojo poleg svojega rednega dela opravljali tudi to, lahko rečem, zelo človekoljubno dejavnost. Večina je natreniranih intenzivistov, poznajo te težke situacije, skozi katere lahko grejo ljudje in družina, mi jih pa spravimo skozi poseben tečaj pogovora s svojci, ki pa ga vodi z nami sodelujoča klinična psihologinja Bernarda Logar Zakrajšek. Tako da dobijo ustrezen trening, ampak frekvenca teh dogodkov, recimo, če ste izven Ljubljane, Maribora ali pa Celja, je bistveno manjša, pa moram reči, da so zelo uspešni kljub temu pri pogovorih. Se o tem tudi redno vsako leto pogovarjamo, delamo natančne analize, kako so pogovori stekli tudi na mednarodnem nivoju, kjer res praktično vsakodnevno sodelujemo, si izmenjujemo informacije, poskušamo sooblikovati evropske smernice, smo dejansko vabljeni zraven v kar nekaj delovnih skupin in vsi skupaj iščemo možnosti, da bi bila stopnja zavrnitve manjša. Edino, kar res deluje, je popolna transparentnost. Zato pri nas ni nobenih skrivalnic, ni ničesar, zaradi katerega bi lahko na podlagi preverjenih informacij ljudje sploh dvomili v ta sistem. Je pa sistem po drugi strani ekstremno občutljiv za neresnice. Če nekaj časa širite recimo zgodbe o evtanaziji pa prodaji organov in podobno, kar smo zadnje čase slišali, ljudje izgubljajo zaupanje v sistem, ki smo ga mukoma zgradili, pa se take stvari v njemu sploh ne dogajajo. In če se nekdo v času življenja opredeli proti darovanju organov, potem svojci te volje ne morejo več spremeniti? Ja, največkrat ta ne zelo strogo spoštujejo. To lahko rečemo. Čeprav se včasih, to je vsaj priporočeno največkrat strani španskih kolegov, Španija je namreč vodilna država na tem področju, preverja tudi stanje, kdaj si to izrekel. V Španiji ta da ali pa ne jemljajo tako strogo kot v Sloveniji, vedno poskušajo zvedeti, kako je bilo v resnici, lahko je bil tu nek slab moment, pa potem ni imel človek možnosti svojega mnenja spremeniti. Pri nas pa zapisan ne ali pa tudi zapisan ja, strogo spoštujemo. V katerih primerih najpogosteje prihaja do te tako imenovane možganske smrti? Obstaja kakšne statistike? Si laično mislim, to so prometne nesreče? Ja, lahko rečem, da takrat, ko sem jaz začel sodelovati z organizacijo kot specializant travmatologije oziroma še predtem kot koordinator, je bilo največ prometnih nesreč, podoben razvoj je šla kasneje čez tudi naša soseda Hrvaška, ki še zdaj beleži ene najvišjih rezultatov znotraj Eurotransplanta, pa ogromno so se od nas naučili, to se lahko pohvalimo. So bile dejansko v ospredju prometne nesreče. Vsaka država, ki gre čez to začetno fazo razvoja, potem opaža, da je upadanje, konkretno upadanje teh darovalcev, ki so predtem bili mladi, pogostokrat z izolirano poškodbo glave, zdaj so to starejši, ne več po prometnih nesrečah. Dviguje se število recimo tipično teh po recimo temu uspešnemu življenju, ko srčno akcijo na terenu z masažo pa ventilacijo, se pravi z umetnim dihanjem pa masažo srca, le nekako vzpostavimo, ampak če je ta čas predolg,
se možgani ne opomorejo več. In potem v kasnejših dneh pride do, mi rečemo, maligne otekline. Tako močno možgani nabreknejo znotraj glave, da stisnejo žile, ni več pretoka, sami sebi zaprejo pretok in pride do možganske smrti. Druge možnosti so še nenadne razpoke anevrizme, se pravi spremembe na žili v glavi z hudo krvavitvijo, ki jo je nemogoče kirurško razrešiti, ali pa huda oblika možganske kapi, včasih tudi določeni tipi meningitisa, se pravi vnetja v možganih, lahko privedejo do tega, ali pa celo neke vrste možganskih tumorjev, ki tudi povzročijo tako veliko oteklino, mi strokovno temu rečemo edem, da pride do tega začaranega kroga, stisnjenja žil in potem še večje otekline, kar privede do odpovedi celotne možganske skorje, se pravi obeh hemisfer in možganskega debla, brez tega pa ni mogoče živeti. Ampak vendarle ste omenili, da niso vsi primerni kandidati za darovanje. Kdo je primeren kandidat za darovanje organa? Primeren kandidat je tisti, pri katerem v bistvu z vsemi preiskavami, se pravi laboratorijski, virologijo, tudi preverno, tudi COVID je nekaj časa bil kontraindikacija za darovanje, pa zdaj razen pljuč ni več. Raznimi ocenami velikosti krvne skupine in drugih rezultatov ugotovimo, da je vsaj en organ ustrezen za presaditev. Ne sme biti neke razširjene okužbe, ki bi segla na vse organe, druga večja kontraindikacija, kot strokovno rečemo, pa je napredovala maligna bolezen, se pravi, če imate rakavo bolezen z razsojem po telesu. To sta dve glavni kontraindikaciji. Razširjena okužba, ki privede v odpoved vseh organov, ali pa napredovala rakava bolezen z zasevki. Vse ostalo je pa stvar debate že počasi v teh evropskih smernicah, ki se posodabljajo nekje na 2 do 3 leta. Tisto, kar je bilo ob izdaji smernic še veljavna kontraindikacija, že čez 3 leta v nekaterih primerih ni. Namreč ta znanost gre skokovito naprej, v nekaterih državah z večjo populacijo je povpraševanje po organih bistveno večje, tudi če ga preračunamo na milijon prebivalcev kot v Sloveniji, tako da je v bistvu največja nevarnost za tiste, ki čakajo na presaditev, da organa ne bojo dočakali. Ne prenos nekaterih bolezni, ko še ne vemo, bojo dejansko privedle do večje umrljivosti prejemnikov. Tako da poskušajo več, kot je mogoče za nas sprejemljivo v Sloveniji, pa na podlagi rezultatov vidijo, da recimo umrljivost sploh ni večja in sprejmejo spet neke drugačne smernice. Ampak ko je nekdo, denimo, že možgansko mrtev, kako veste, da so njegovi organi primerni? A se takrat opravi slikanje, se takrat opravijo vse analize? Ja, popolnoma drži. Nekatere se že prej tekom zdravljenja naredijo, tako da če imate takrat globinsko slikanje trebuha s CT preiskavo, kot rečemo, lahko dobite že pred dokazano možgansko smrtjo veliko informacij, sicer pa vsi ti postopki tudi stroškovno gledano stečejo po privolitvi svojcev. Takrat dobi umrla oseba posebno številko, ETDN, mi rečemo Eurotransplant Donor Number, ga javimo tudi v Eurotransplant oziroma jo javimo in potem stečejo vsi postopki ocenjevanja primernosti. Najprej celotnega darovalca, kasneje pa vsakega organa posebej za presaditev. Ker je skrb za bodoče prejemnike v bistvu deljena, vseh 8 držav ima prijavljene bodoče prejemnike organov na skupen čakalni seznam, ki se vodi računalniško v Leidenu na Nizozemskem in se v bistvu med vso to populacijo potem išče najboljše ujemanje med darovalnim organom in končnim prejemnikom, kar prinese bistveno boljše rezultate, kot če bi bili odvisni samo od darovalcev v Sloveniji. Kaj pa pomeni najboljše ujemanje? Najboljše ujemanje pomeni, da bo organ ustrezne velikosti za začetek, ustrezne krvne skupine, mogoče bo imel na sebi tudi, to je že malo strokovno rečeno, ustrezna protitelesa, to je pri ledvicah tako imenovana HLA tipizacija, neki površinski antigeni, proteini na površini ledvic, ki se morajo točno v večini odstotkov ujemati prejemnikovi pa darovalčeva ledvica, zato da ne pride do takojšnje zavrnitve. Pa so pa še drugi kriteriji, ki pripadajo posamični stroki oziroma posamičnim organom, ampak za začetek te najpomembnejši in dostikrat se upošteva tudi geografska bližina, ker je važno tudi, koliko časa organ zdrži zunaj telesa, da je po presaditvi čim bolj funkcionalen. In
to, koliko časa organ zdrži, je nekaj, kar je odvisno od organa, za katerega gre, ali je to odvisno od konkretnega stanja umrlega, od česa je odvisno? Ja, v bistvu od vsega tega, kar ste povedala, pa zadnja leta lahko rečemo tudi od finančnih zmožnosti prejemniških centrov. Namreč funkcijo organa se da precej izboljšati, če se ga med transportom ali pa takoj po odvzemu, pa tudi po prihodu v prejemniško bolnišnico preklopiti na določene tako imenovane strokovno-perfuzijske mašine. To so aparature, na katere se organ priklopi, njegova dovodna odvodna žila teče skozi ena posebna tekočina in imate prav specialiste, tako imenovane perfuzioniste, ki lahko organ na tem aparaturi manipulirajo, mi rečemo strokovno, se pravi z določenim dodajanjem substanc, merjenjem funkcije, spreminjanjem pretoka, lahko funkcijo tega organa toliko zboljšajo, da je boljša, kot je bila prej v darovalcu in je še bolj primerna za prejemnika. To sicer stane svoj denar, ampak v končni fazi zdaj nekoga rešimo smrti, marsikateri od prejemnikov živi skoraj da normalno življenje s to obvezo, da mora celo življenje imeti imunosupresivna zdravila in da nekako vejo, koliko je tudi funkcionalna doba enega organa, lahko rečeva, ampak to so ljudje, ki so za družbo spet tudi finančno lahko koristni, ker spet lahko delajo, ne? Tako da tukaj ne bi mogli reči, da so stroški enosmerni. Tudi ekonomsko je vse skupaj upravičeno. A mi te naprave v UKC-ju Ljubljana imamo? Da lahko gor priklapljamo? Ja, mi imamo 2 napravi za ledvico, že nekaj let, tako imenovan LifePort, in vsi, ki so po tem postopku dobili ledvico, so imeli dosti boljše rezultate, kot pa pred tem, ko teh mašin še nismo imeli. Dogovarjamo se še za eno aparaturo za jetra, ki bi pomagala tudi optimizirati celotno verigo postopkov, namreč en od silnih naporov, ki jih ljudje tudi mogoče ne poznajo ali pa ne sprejemajo, ker mislijo, da so samoumevni, je, do kakšne mere obremeniti kirurške ekipe. Nekdo, ki je delal že cel dan, potem mora pa še sredi noči transplantirati, recimo jetra, kjer je postopek lahko tudi daljši od 10 ur. Ne vem, če si predstavljate, v kakšni stiski je lahko. In s priklopom jeter na tako aparaturo bi lahko prestavili celoten akt presaditve na naslednji dan, celo na tiste ure, ko so operacijske dvorane manj obremenjene. Tako da to so možnosti, ki se nekje uporabljajo, samo moramo se zmeniti, kdo bo zdaj v bistvu to vse skupaj izpeljal, a so sredstva namenjena za to. Majčkeno težje konkuriraš, ker je teh dogodkov 100 do 120, kot sem rekel, proti številnim operacijam, ki jih morajo znotraj UKC Ljubljana opraviti.